Spoštovani gledalci in poslušalci serije podcastov Supermoč, lepo pozdravljeni. Ob razmahu digitalizacije in umetne inteligence, odličnih digitalnih orodij, ki nam olajšajo in izboljšajo življenje, se je upravičeno postavilo tudi vprašanje naše varnosti. In še nekaj vprašanj. Katerih? Denimo, kakšna je kondicija kibernetske varnosti v državi? Kakšna v podjetjih? Koliko je dejansko upravičen strah pred napadi, pred hekerji in katera digitalna orodja so varna in dobrodošla? O tem bom zdaj govorila v podcastu Supermoč s svojim sogovornikom. To je Gorazd Božič, direktor Slovenskega centra za posredovanje pri omrežnih incidentih, SICERT. In sicer na pobudo in na idejni predlog našega prijaznega pokrovitelja, in sicer blagovne znamke BetterSign, ki jo razvija in trži podjetje SETCE. Gospod Gorazd Božič, zelo sem vesela, da se srečava tudi v studiu, namreč v medijski hiši Delo niste neznanec, tudi v slovenski in tudi širši mednarodni javnosti niste neznanec, ampak pravzaprav človek, ki pogosto ne samo postavlja ogledalo, ampak tudi svetuje, razlaga. Pogosto ste bili intervjuvani strani mojih kolegov na Delu. Danes se bomo pogovarjali o tej kibernetski varnosti ali nevarnosti in seveda o vseh rešitvah in prednostih zeitgeista, v katerem živimo. Lepo, dobrodošli. Hvala za povabilo. Kako ste danes? Končno je v narekovajih prižgalo poletje? Ja, še prejšnji teden je bilo nenavadno mrzlo, zdaj pa človek samo par stvari v kovček vrže, ker namreč jutri potujem in se že začneš potiti. Ja, na srečo bi jaz k temu pripomnila, namreč mislim, da to vreme je bilo res nenavadno, ampak izven etra ste mi dejali, da ste nekako limitirani s časom, tudi sicer sva se kar nekaj časa lovila zaradi vseh urnikov, ki jih je bilo treba uskladiti, ampak jutri odhajate na Japonsko. Tako je. V deželo vzhajajočega sonca. Pošiljali nam boste sončne žarke. Se veselite poti? Same poti ne. Tako da upam, da bo šlo gladko. Zadnje čase letalske družbe imajo razne težave. Vem, da Lufthansini leti pogosto zamujajo, tako da pol je težko mogoče connecting flight ujetne in se pol vse skupaj podre in v nekih čudnih hotelih pol prestaneš. Zdaj tisto, kar je Evropska unija oglašuje, pravice letalskih potnikov, se mi zdi, da vedno bolj je to samo na papirju. Do včasih je to funkcioniralo, zdaj se pa že malo izogibajo temu. Ampak bomo videli. Važno je, da v bistvu pridem tja na konferenco in se veselim enega tedna poslušanja izredno zanimivih predavanj. Držim pesti za prijetno pot, ampak vseeno, to vprašanje je zame zelo pereče. Zakaj zame? Ker se vselej bojim leteti z avionom. Nisem stoična, priznam. Ampak ko se pogovarjava o varnosti, kibernetskih napadih in tako naprej, in glede na to, da je vse nekako nadzorovano in korigirano in vodeno zemlje v zrak, torej do tega letalskega prometa, kako, recimo, kako dobra tarča hekerskih kibernetskih napadov je letalo? Zdaj, letalska industrija je, hvala Bogu, še dosti konzervativna. Tako da poznamo nekaj primerov, ko se je poskušalo preko tega entertainment sistema, se pravi sistema, ki je namenjen predvajanju filmov, mogoče glasbe, in to preveriti, a se lahko pride do dela omrežja, ki pa nadzira letalo. In na srečo tukaj ni bilo veliko uspešnih poskusov in letalska industrija je dosti konzervativna. Bi pa rekel, da recimo vidimo pri avtomobilski industriji, da v bistvu gre pa tukaj digitalizacija veliko lažji skozi, da mogoče regulatorji malo popuščajo pri tem, in imamo primere hekerskih vdorov oziroma zlorab in trenutno še na nivoju tako imenovano proof of concept, da v bistvu se dokaže, da se da pohekati nek avtomobil in potem izklopiti zavorni sistem, kar lahko pripelje do zelo resnih posledic. Ja. Pol digitalizacija na drugi strani, če ne gledamo samo na neke hekerje pa vdiranje, ampak na tako imenovano strojno učenje, umetno inteligenco,
Samovozeči avtomobili, ne, vemo, da imajo velike težave. Zadnjič sem bral eno zanimivo, da so zdaj eno podjetje, ki je pa v bistvu dalo na trg oziroma uporablja samovozeče tovornjake, so zdaj šele ugotovili, pazite to, da je tisti, ki vozi oseba, ki vozi tovornjak, ne, počne še kaj drugega, ne samo vozi tovornjak. Ne, opravlja tudi druge naloge. Ne, se pravi, ne morete osebo kar tako zamenjati. Ne. Tako da avtomobilska industrija je tista, kjer v bistvu je ta digitalizacija hitrejša in mogoče z manj razmisleka. Tako da mene bolj to skrbi. Ko že omenjate samovozeče tovornjake, meni se zdi to precej strašljiva sedanjost ali pa prihodnost, ampak po drugi strani, ko pa opazujem na cesti voznike tovornjakov, ki so na tistih dolgih progah, ki dejansko počnejo vse ostalo, ne pa pravzaprav upravljanje takega velikega prevoznega sredstva, gledajo televizijo, berejo. Skratka, a ste vi to opazili? Potem pa bi celo mogoče navijala za samovozeče tovornjake. Ja, ko bo tehnologija zadosti dobra. Tako, Mislim, da je ta rush to market dostikrat povozi potem te varnostne pomisleke. Vse tudi mi včasih dobimo nazaj, kaj spet težite, ne, s to varnostjo. Ne. In potem včasih, dokler se ne zgodi nekaj neprijetnega, ne, se ignorira to. Ne. In jaz dostikrat na predavanjih dam primer, ne, da pa pojmo spet na avtomobile, ne, da v bistvu ljudje zelo slabo ocenjujemo dolgoročna tveganja. Ne. In bi večina nas, če ne bi bilo obveznega avtomobilskega zavarovanja, ampak bi bilo to prostovoljno, večina nas bi verjetno rekla, pa se tega ne rabim. Jaz sem odličen voznik, nisem imel neke resne nesreče do zdaj, to se meni ne bo zgodilo. Ne. In zato država predpiše, ker ne znamo tega ocenjevati, dolgoročno država predpiše, ne, vsi morate imeti obvezno zavarovanje, ker nesreče se dogajajo. Ne. Ste tudi vi eden izmed takih optimistov, ki tako bi rekla, ne samo kritično ocenjuje samega sebe? Kako se dojemate? Ste optimist, ste zmerni optimist v življenju? Namreč vendarle se srečujeva v podcastu Supermoč, kjer pravzaprav odkrivam različne tematike in pa tudi nekje lastnosti, razmišljanja, mindset mojih sogovornikov. Zdaj samega sebe ocenjevati zelo težko. Ampak glede optimizma, jaz bi rekel med zmernim optimistom pa optimistom, nekje tukaj na tej lestvici. Bi rekel vsekakor. Zelo si prizadevam, da bi s to serijo prinesla v slovensko javnost nek pozitiven naboj. Ampak vendarle se pogovarjava o kibernetiki, o digitalizaciji, o vdorih, o napadih, o škodah in vas moram vprašati na negativen način. Kako ogroženi smo? Zdaj te bom večkrat bolj natančna. Zdaj to vprašanje. Ja, prosim. Ja, namreč mislim, da je ena izmed raziskav mednarodnih pokazala, da nas kibernetski napadi bolj ogrožajo kot podnebne spremembe. Na kateri lestvici je pravzaprav ta kibernetsko tveganje, nevarnost? Jaz ne bi podcenjeval podnebnih sprememb, recimo. Ne. Če nas bo skuralo, bo to veliko huje, kot kakšni hekerski napadi pa onemogočanje nekih spletnih strani. Zdaj, res pa je, bolj v bistvu, ko drvimo v to digitalizacijo, bolj smo izpostavljeni nekim napadom in zadaj je v bistvu neka mašinerija, so neki principi, ki jih tudi tisti, ki se stalno ukvarjamo s tem, ne, se moramo včasih potruditi, da jih čisto res razumemo, da vemo, kako se neka stvar tam odvije, stvari so nam skrite. Ne, recimo, če imate vi mobilno denarnico ali pa aplikacijo vaše banke na telefonu, a veste, kako pravzaprav deluje v drobovju? Ne veste. Ne? Nimam pojma, ampak bojda je zelo varen ta princip. Namreč, da ne vem, jaz si predstavljam, ali pa recimo pri zlorabah, kot so kraje ali kaj podobnega, predno pride do moje, pravzaprav te aplikacije bančne, je kar nekaj gesel in prstnih odtisov. Ampak to ni zgodba, lahko se tudi... Odvisno od aplikacije in odvisno je tudi od situacije. Aha. Ne, če vas nekaj zmoti, da morate neko transakcijo potrditi, ven se pa mudi in ste nasred nekega pomembnega sestanka, ne,
in želite samo odpraviti to nadležno teženje, lahko potrdite in odvisno od aplikacije, odvisno od banke, odvisno od aplikacije, ki je tista banka razvila, kako je ta tok aplikacije, ta workflow njen, lahko da je to zadost, da prevzamejo vaš bančni račun. So že taki primeri bili v So Sloveniji? taki primeri in tukaj bi upozoril na to. Mi smo lansko leto imeli tudi ozaveščanje starejših, ker v bistvu starejša populacija pri tej digitalizaciji v bistvu se mogoče znajde malo na suhem. Gre za generacije, kjer ni bilo primerov, da če ste dobili obvestilo od banke z glavo, z logotipom od banke, potem je bilo to verodostojno sporočilo, pa vam je banka to sporočila. Zdaj po e-mailu, ta phishing se stalno dogaja. In če ste še vedno nekako v tem mindsetu, če pa logotip, pa to banka mi nekaj pošilja, potem je treba tukaj delati na ozaveščanju in v bistvu tudi razmišljati pri razvoju teh aplikacij, katere kategorije uporabnikov imamo mi zadaj. Nimamo samo enega tipičnega uporabnika pa pika. Imamo različne kategorije uporabnikov in je na mestu razmislek, ali smo prilagodili svojo aplikacijo v bistvu vsem skupinam uporabnikov. In verjamem, da imamo na področju ozaveščanja še veliko dela. Namreč nedavno je podala ministrica za digitalno preobrazbo izjavo, da smo Slovenci digitalno nepismeni. Torej, koliko znanja je še potrebnega, da bomo tudi ozavestili pravzaprav nevarnosti in tudi varno ravnanje. Ja, se strinjam. Ozaveščanje je zdaj eden od inštrumentov. Z ozaveščanjem mi tudi imamo ta program ozaveščanja varni na internetu.si, usmerjen na fizične osebe pa na mala in srednja podjetja. Zdaj, domet ozaveščanja ni nikoli 100%. Ne dosežete vse ciljne publike. Odvisen je od finančnih sredstev. Če želite priti do široke publike, rabite budžet za oglaševanje. Sploh zdaj, ko v bistvu smo toliko zbombardirani z zabavnimi vsebinami, pa ali res zabavnimi ali narekovaju od vseh teh družbenih omrežij, ki nas bombardirajo in visimo stalno na telefonih in gledamo zanimive videe in prispevke, in potem z nekimi takimi temami prideti do nekoga, je še kar umetnost. To niso zanimive teme. In niso privlačne kot take. In se mi tudi zavedamo, da ljudje ne pridejo na našo spletno stran kar tako, zato ker jih malo zanima. Ampak pridejo takrat, kadar imajo težave. In v redu. Čist prav. Ampak to ozaveščanje ima svoje meje. Drug del je to, da zasnovo naredimo prav. Na tej zasnovi malo sem že omenil, te bančne aplikacije, da razmislimo, kako bo to vse funkcioniralo, kje so možne zlorabe in tako naprej. Tudi uporabniška izkušnja, da je aplikacija jasna, da veste, kako. Jaz sem recimo zadnjič pomagal mami z nekimi napotnicami, z e-naročanjem, in bi imel kar par pripomb, kako izboljšati tiste, kako mogoče razvrstiti neke opcije, da se tiste najbolj pogoste vidne na začetku. Tako da tukaj je še veliko prostora za izboljšavo. Pol ta tretja komponenta je pa pol sistem za odzivanje, kadar pride do težav. Tukaj je pa naša vloga, tista primarna. Da ko pride do težave, da ugotovimo, kaj težava je, kako ublažiti posledice in preiskati ta incident in na koncu mogoče se tudi policija vključi z svojimi pooblastili in sodeluje z njimi potem pri razreševanju incidenta. Kako daleč greste lahko kot glavno ime, obraz Nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost sicer v razkrivanju najbolj atraktivnih filmskih primerov? Konkretnih primerov ne razkrivamo. Pol bi lahko zaprli trgovino. Če tako rečem. Če bi zadeve začele curljati v javnost. Zdaj tisto, kar v bistvu, ki je žrtev nekega incidenta, kar sam razkrije, pol o tem lahko tudi mi govorimo. Predvsem se pa koncentriramo na to, da pojasnjujemo metode,
recimo, kje so tako imenovani vstopni vektorji, kako zmanjševati ta tveganja in to prilijemo pol v ozaveščanje, tako v tem programu za splošno javnost, kot tudi za strokovno javnost. Ne. Tam pa malo bolj tehnično razložimo, ne, in upamo, da so na drugi strani sistemski administratorji, ker skrbijo za lokalna omrežja v podjetjih in v bistvu berejo te naše prispevke in reče, moramo se tako zaščititi, da ne bo prihajalo do tovrstnih incidentov. In kar nekako s časom in z razmahom dovršenih tehnologij, umetne inteligence, razmahom digitalizacije odpiramo pravzaprav vrata, ne? In nekako smo vsak dan večja tarča in pa pravzaprav tisti, ki moramo poskrbeti za varnost, varnostne ventile, programe. In ko ravno omenjava ta bančni sektor, verjetno je tukaj še zavarovalniški sektor, ki je kar precej na udaru. Skratka, vsi tisti sektori, ki imajo močne dreme in ki upravljajo z finančnimi. Tam, kjer je denar. Tako, sredstvi. Ampak omenjava recimo banko, pred časom sem si uredila hipotekarni kredit, ni bil majhen znesek za stanovanje in vse sem podpisovala na elektronski način. Torej, to je eno tako priročno digitalno orodje. Meni se zdi simpatično, da nisem odšla domov z takim pokom dokumentacije, ampak da smo vse to opravili na nek način online, da tudi moj podpis je elektronski. Pa me zanima, ali se moramo bati ali veseliti tovrstnih digitalnih orodij? Tovrstna digitalna orodja so super. To se je pokazalo sploh v covidu, med pandemijo, ko smo vsi delali nadaljavo, ko smo imeli lockdown in je bilo na hitro treba upeljati, tako da to digitalno podpisovanje je dobilo takrat pravzaprav pospešek. In to digitalno podpisovanje in šifriranje je tehnologija, ki je zrela, ki se že dolg časa uporablja, ki bi lahko se jo več uporabljali, tudi pa smo v velikih aspektih leni, ne, in mislim, da se ni treba. Ampak je to samo ena od komponent. Ne. To, da v bistvu vi se identificirate z digitalnim podpisom, to je ena komponenta zaščite podatkov, ne, da vi zagotavljate avtentičnost teh podatkov, ne, da digitalni podpis pomeni, če seveda skrbno hranite geslo za svoj zasebni ključ. In sigurno je veliko bolj enostavno narediti lastnoročni podpis kot pa digitalnega. In tukaj digitalna tehnologija pomeni veliki preskok in lahko bi se delali še več na tem, ne? In na šifriranju, da bi zaščitili svoje podatke. Ne? Ampak ni to alfa in omega. Ne? V bistvu je velik komponent, ki morajo biti ustrezno zaščitene, ne? Da lahko rečemo, da so naši podatki varni. Ne? Zdaj vsaka tudi delo ima spletno stran, seveda. Ta spletna stran mora biti javno dostopna. Ja. Ne, to je njen namen. Tako. Obveščanje javnosti, objavljanje novic in mora biti javno dostopna. Če je nekaj javno dostopno, potem je izpostavljeno morebitnim zlorabam. Če pride do neke ranljivosti v spletnem strežniku, potem lahko nekdo izkoristi to. Ne. Imamo mehanizme, oziroma znani so mehanizmi, kako v bistvu se tukaj zmanjšuje tveganja z nekimi segmentacijami omrežja in tako naprej. Ne, tukaj ne bi se preveč spuščal v tehnologijo, ampak gre v bistvu za dosti široko paleto. Digitalni podpisi so ena stvar in super, in to pri nas je, mislim, da kar dobro poskrbljen za to. Je pa mogoče treba vlagati tudi v malo bolj celovito vizijo. Ne? Omenil sem že zasnove aplikacij. Ko delamo aplikacije, da je zraven tudi v bistvu nek pregled z namenom ugotavljanja, ali so bile uporabljene neke dobre prakse pri razvoju te aplikacije. Ne? Ta komponenta oziroma ta del ponavadi zmanjka. To preverjanje, ali je to res varno. Ravno to in predstavniki našega pokrovitelja BetterSign so me opozorili na ta varnostni izziv, predvsem kako pravzaprav javnost podučiti, da izbere pravega ponudnika. Namreč v Sloveniji imamo številna majhna podjetja, fragmentacijo na tem področju, veliko garažnih podjetij, ki pa so lahko zelo močna pri promociji svojih digitalnih raznih orodij. Kako mi vemo, ali imamo pravzaprav opravka z verodostojnim
ponudnikom digitalnih storitev ali z nekom, ki nima te kapacitete, da bi dejansko sprovedel vse, kar je potrebno. Vi sami tega ne morete vedeti, ne? Če malo tako nasramno odgovorim. Ja. Vi rabite nekoga, ki je strokovnjak na tem področju in je neodvisen, se pravi, ni povezan s tem podjetjem in vam naredi oceno. Vse je podobno, tako kot če bi vi recimo nekaj poslovne prostore kupovali, bi verjetno šli do nekega arhitekta ali pa gradbenika, če bi vas zanimali, a je statično vse v redu s hišo, bi šli k nekemu gradbeniku in ga prosili za mnenje. Ne? Prav gotovo. Ne? In tukaj pri digitalizaciji pa malo spuščamo te korake. Ne? Malo v bistvu je zaradi tega, ker se je tako hitro dogajala ta digitalizacija, razvoj računalništva, interneta, vse to, ne, smo malo pozabili na prakse, ki jih pa na drugih področjih uporabljamo. Ne? Imate zatemnjen zaslon v službi in doma, imate ugasnjene vse mikrofone, ste na družabnih omrežjih? Ne, nimam na kameri, nimam tistih varnostnih nalepk. Flajštrov. Kako prestrašen je človek, ki sicer ima zelo dober vpogled v dejansko stanje doma in po svetu, kar zadeva kibernetsko varnost? Ja, treba je biti zmerno pazljiv. Zdaj, napačno je pa misliti, da zaradi tega, ker obstajajo verjetnosti, da se nekaj zgodi, da moramo stalno živeti v strahu pred tem, ne? In živeti v neko jamo in se recimo odklopati od civilizacije nasploh. Živimo svoje življenje in mislim, da je to, da se zavedamo, da so neka tveganja, v bistvu pravi princip. Ne? Tako, v bistvu, ko se vozite z avtom, se tudi zavedate, da neka tveganja so, da se lahko nekaj nepričakovanega zgodi in se obnašate tako, da kot da se ne. Pazljivo in odgovorno. Pazljivo pa odgovorno, večina nas, pa če je rdeča luč, se ustavo na rdeče, oziroma to je zdaj že malo tako pogojno včasih, ampak večino teh pravil spoštujemo, ne, in se obnašamo tako, ker vemo, da se lahko zgodijo neprijetne stvari. In na internetu je podobno. CICERT. Ja. Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost. Ja. Kaj je ta kor delovanja, ta, bi rekla, središče vašega udejstvovanja? Kaj preverjate, kaj nadzorujete? Predvsem pomagati ljudem pri tem, ko se jim zgodi kakšen incident. Mi nimamo nekih sond po internetu razvrščenih, da bi mi spremljali. Big screenov, da greste v nas. No, neke podatke imamo o tem, kakšna je situacija v Sloveniji, večinoma od tujih virov. Obstajajo recimo veliki pogoni, ki opravijo vsak dan temu rečemo skeniranje interneta, pregled celotnega interneta. Wow. In ugotovijo tudi za Slovenijo, ne? Ja. Ali so kakšne potencialno možne zlorabe nekje, tako imenovane ranljivosti vsak dan. In potem nam kot nacionalnemu centru pošljajo podatke za celo Slovenijo. In koliko je to recimo odvisno na tedenski ravni? Je vsak dan opažena neka potencialna nevarnost? Ja, vsak dan. Seveda. Mi imamo recimo nekaj tisoč okuženih računalnikov v Sloveniji. Ne? Težava je potem, kako rešiti te probleme, ne? Kako priti do končnega naročnika. Ne? Mi ne smemo zvedeti, kdo je končni naročnik. Mi imamo samo internet naslov. Ne? Edini, ki ve, kdo ima ta internet naslov, je njegov ponudnik, ne? Njegov operater. In operater ne sme nam tega sporočiti. Operater to lahko na podlagi sodne odredbe, se pravi, če bi policija zahtevala sodno odredbo in tako naprej. Zato mi prosimo operaterje, dajte kontaktirati vi naročnika in mu povedati, da ima okužen računalnik. Ampak tam v enem gospodinjstvu je koliko, 10-15 naprav, recimo, ne? In katera naprava je zdaj okužena. Ne? In ta veriga te komunikacije je dosti težka. To je en primer. Ne? Potem imamo, recimo, vsake toliko časa se pojavi nova radljivost, to je neka odkrije se programska napaka v nekem produktu. In mi potem dobimo podatke, koliko je radljivih sistemov v Sloveniji. In takrat pa izvedemo akcijo obveščanja, ponavadi gre tukaj za podjetja in razpošljamo lahko na stotine, včasih nekaj sto, včasih tudi po tisoče
sporočil z obvestilom, vi imate ranljivost, ne, in potem damo navodila, kaj ne naredijo, da odpravijo to ranljivost, ne, in upamo, da na drugi strani bo tisti sistemski administrator oziroma skrbnik omrežja zares to razumel kot verodostojno sporočilo. Ja. A sem prav povedala? Tako, da bo razumel vsebino, pa da bo imel čas to dejansko opraviti. Ne. Pa upamo, da je to dobila ta prava oseba v podjetju. Ne. Nekatera podjetja zelo skrivajo kontaktne podatke, imajo samo tisti info-afna. Ne, in kdo dobi to? Ne? Nekdo v tajništvu. Ali razumejo? Ja, kot novinarka vedno rečem, da je ta mail zame neverodostojen, ker običajno info-afna gre v vesolje in potem čakam na sogovornika celo tedne. Ja. No, pri takih zadevah pa mi lahko potem, ko se spet novo skeniranje izvede, mi potem lahko grafiramo, ne, kako pada število ranljivih strežnikov oziroma kako hitro se napake odpravljajo. Wow. In to pa lahko uporabimo v kakšnih predavanjih, v kakšnih člankih, pojasnimo, kakšna je bila naša vloga tukaj. Ne. Tako da v tem smislu ne, pač nimamo svojih lastnih sond, ne, ampak dobivamo podatke iz različnih virov, v izjemnih primerih tudi sami upravljamo pregledovanje slovenskega dela interneta, ne, ki pa se že začne z vprašanjem, ne, kaj je slovenski internet. In moramo ugotavljati, kjer vse ta naslovni prostor interneta dejansko pripada Sloveniji. Ne. Zanimivo, da ravno med pandemijo, tako kot ste omenili, se je zgodil en tak pospešek digitalizaciji in na tem mestu mi je eden izmed sogovornikov dejal, da smo na tem področju že lahko podobni zgledni Estoniji, pa me zanima iz vaših uvidov, kakšno je stanje v Sloveniji in koliko pravzaprav slovenska podjetja investirajo v vse te varnostne zaponke, varnostne programe, da so čim manj pravzaprav potencialna tarča za kibernetske napade, vdore, hekerje? Odvisno od velikosti, odvisno od sektorja. Ne. Bančni sektor, recimo, če greva spet, je blazno zreguliran. Morajo biti skladni z ne vem kolikimi standardi in predpisi. In tam v bistvu se tudi zavedajo, napaka lahko pomeni finančno škodo. Ne. Energetski sektor se tudi zaveda, da v bistvu je kritična infrastruktura. Problem je spet mala srednja podjetja, ne, a imajo zadosti denarja, da bi investirali v to, a lahko potem še konkurirajo na trgu, ne. Ali je to prioriteta vodstva. Ne, vodstvo ponavadi varnost smatra kot strošek. Ne. Tako da tukaj je zelo odvisno. No. Eni v bistvu, recimo večja podjetja in tisti, ki so del kritične infrastrukture, pa tako imenovanih bistvenih storitev, se zavedajo, je zdaj tudi zakon, je predpisan, da morajo imeti neke popise narejene, pa je najboljše, da grejo po ISO standardu, je to neko zagotovilo, da so naredili ustrezne korake. Zdaj pri primerjavi z Estonijo, pa jaz, če gledam na dolgi rok, ne, je tukaj v bistvu ena malo bolj žalostna zgodba. Ne. Jaz sem začel v bistvu delati na Arnesu leta 1994. No, in takrat 94-95 se je začela komercializacija interneta. Do takrat so v glavnem akademske mreže pokrivali to, potem se je pa začel ta razcvet, komercializacija, .com, boom, ne, in tako naprej. In v bistvu mi smo bili takrat v zelo dobri poziciji. Ne, mi smo preden je kdorkoli drug na to pomislil, smo začeli z vpeljavo interneta v šolstvo in raziskovalno sfero, tudi v osnovne srednje šole. Ne. In v bistvu tudi v državi se je že začel takrat govoriti o e-upravi, ne, in smo imeli zelo dobre izhodišče. Smo bili pred Estonijo, mi smo se takrat to je 95-96. Takrat smo se v bistvu bili bok ob bok z Japonci. Ne. Pol se je pa zgodil par zadev, ki jih v Sloveniji pogosto vidimo, vrtičkanje, v bistvu parcialni interesi in tako naprej, in ki so vodili v to, da so se uspešni mehanizmi malo razmontirali. Ja, in smo začeli zaostajati.
Ne. Na določenih področjih smo začeli zaostajati in še zdaj, po mojem, lovimo ta razkorak do Estonije, tako da jaz ne bi bil tako optimističen, da se lahko primerjamo. Predvsem bi pa rekel, bi povedal tako eno zgodbo. Bil sem enkrat povabljen na predavanje v Tallinn, na njihovi tehnični univerzi in jaz sem predaval o sodelovanju teh odzivnih centrov v Evropi, ker sem imel tam tudi nekaj časa sem vodil skupino evropskih odzivnih centrov. Z mano sta bila pa tudi dva predavatelja iz Avstralije, ki sta pa govorila o digitalni forenziki videoposnetkov. Izredno zanimivo. Kako ugotoviti, ali je posnetek zmontiran ali ne. Wow. Tako, z strokovnega nivoja super predavanje. To bo zelo dobrodošlo sploh ob razmahu umetne inteligence, ki bo delala velike probleme. Se že dela do tega. Ja. No, ampak bistvo tega, kar želim povedati, je pa to. Ne? Na koncu nas rektor povabi na večerjo. Zahvalo, da smo prišli tja in da smo odpredavali. Ne? In klepetamo in eden od Avstralcev reče, da bi pa v bistvu bilo pa zelo koristno, ne, za njihove študente, ne, če bi imeli kakšno tako izmenjavo, da bi oni lahko prišli za par mesecev v Tallinn, ne, pa bi tukaj poslušali neke vsebine, ne, in da bi estonski študentje lahko prišli v Avstralijo poslušati vsebine tam, ne, neke poletne šole in tako naprej. V 10 minutah so bili vse zmenjeni. Ostali je sam še tist. Moji ljudje bojo poklicali tvoje ljudi, pa bojo razdelali vse detajle, ampak zmenjeno je bilo. Ne. In jaz sem takrat pomislil, to pri nas ne bi šlo. To se pri nas ne dogaja in je ta odnos je doskrat tist, ne, iskati, zakaj se nekaj ne da narediti. Pa kje je ta problem, pa to bo problem, pa bo problem, pa bo problem. In ko sem videl ta pristop, ne, Estoncev, sem rekel, jasno je, ne, zakaj so to kočibali naprej. In kako vi, Gorazd Božič, potem dihate v taki inštituciji, ki si predstavljam, da je tudi rigidna, glede na to, da čutim ta vaš startupovski moment, hitro, agilno, učinkovito. Zdaj, srečo imam, da je Arnes še vedno, čeprav je zrastel, takrat, ko sem jaz začel tam delati, nas je bilo cirka 10, zdaj je na Arnesu 100 zaposlenih, ne. Tako da, ampak še vedno je to fleksibilno okolje, še vedno je to okolje, kjer si želimo dosegati rezultate. Ne. Seveda pa ni vse idealno. Ne. Imamo ovire, recimo en glavni problem je bil v zadnjih 10 letih zavedanje odločevalcev, ne, ponavadi temu tako rečem, ne, vrha politike o pomenu kibernetske varnosti. Ne, da je treba imeti tukaj neko vizijo razvoja in v bistvu tudi nek načrt, kako to delati. Ampak tako kot na drugih področjih, ne, mi dostikrat sprejemamo strategije brez akcijskega načrta, pa brez nekih potem indikatorjev, a smo dosegli te cilje ali ne. Ne. Tako da na papirju lepo zgleda, ne, ampak potem vsi pozabimo na to strategijo. Ne. In tukaj v bistvu smo nekaj časa zelo na škrge dihali, pol se je situacija zboljšala, zdaj bomo pa videli, kako bo šlo naprej, da se spet malo zatika. Vidim, da v klipingu, ne, ki ga vsak dan preberem, ne, se zelo veliko govori o kibernetski varnosti. Ja. Ne. Ampak, ko je treba preiti od besed k dejanjem, ne, ko je treba pa ugotoviti, kaj bomo naredili, kdo bo to naredil, kako bomo to sfinancirali, takrat se pa konča. Ali v tem trenutku obstaja kader? Imate zaledje talentov, ki prihajajo za vami? Namreč vem, da je velika bitka na fakultetah za informatiko, namreč še predno končajo študentje študij, se že veliki grabijo za najboljše talente. Kaj ostane Sloveniji? Citiral bom enega od kolegov, ki je bil pred leti na razgovoru za službo. Ja. Rekel je, denar ni vse. Ne. Obstajajo tudi ljudje, ki grejo na srečo za delati za plačo v javnem sektorju, ker ocenijo, da je to zanimivo delo. In tukaj se trudimo motivirati sodelavce, veliko delamo na tem, da imamo programe izobraževanja, da lahko
komunicirajo s kolegi iz tujine, da tukaj imajo ta networking, izmenjavo, tisto, kar je v zasebnem sektorju mogoče težje. Ja, tudi pri nas je fluktuacija, ampak zaenkrat lahko ta v bistvu kader še zagotavljamo. Bolj je bil problem lansko leto, ko so nam zmanjšali finance. Aha. In so se nam prijavili, čeprav ni bil razpis zunaj, ampak smo imeli 2 kandidata, ki bi prišla delati k nam. Pa nismo mogli zaposliti, zato ker nismo imeli finančnega pokritja. Upam, da so naju zdaj slišali tisti, ki imajo nekje vajeti v rokah. Ampak glede na to, da govoriva o odzivnem centru, se odzivate 24 ur na dan, namreč kolikor vem, statistika kaže, da pravzaprav najhujših napadov se zgodi po noči. Odvisno, kakšni napadi. Okay. Recimo napadi na komitente bank se radi začnejo v petek popoldne. Zato, ker so banke zaprte čez vikend. Odvisno, tudi lahko mogoče tudi ugotovimo pri kakšnih napadih, iz katerega časovnega pasu prihajajo po vzorcih. In to imamo pripravljenost, imamo službo pripravljenosti na domu. Nimamo kadra, da bi imeli 24/7 pokritje, ker to za eno delovno mesto, mislim, da po standardih rabiš 5 zaposlenih, da pokrijajo eno delovno mesto v 3 izmenah. In tudi ne vidimo smisla, ker mi delujemo na podlagi prejetih prijav, mi nimamo, kot sem rekel, mi nimamo nekih senzorjev razvrščenih, pa da bi nas upozorili, ko pride do napada. Mi delamo na podlagi prijave. In po noč tudi ponavadi ljudje ne gledajo v svoje sisteme, ali je prišlo do vdora, ampak bojo to opazili zjutraj. Vseeno imamo to pripravljenost na domu, tako da lahko reagiramo tudi izven delovnega časa. In kadar pride pa do nekih izrednih dogodkov, kot smo videli, da je začelo prihajati do napadov onemogočanja na razna spletna mesta v državi, par tednov nazaj, potem to tudi pomeni, da v bistvu imamo tudi povečano stanje pripravljenosti med vikendom, recimo, ker pričakujemo, da se bo točno takrat to tudi dogajalo. Ob kakšnih okoliščinah opažate, da se mogoče to tveganje za kibernetske napade poveča? Recimo, vem, da nekateri sogovorniki na tem mestu so mi omenjali, recimo, ko se zgodijo momenti, kot je začetek vojne med Rusijo in Ukrajino, skratka, ali celo pravzaprav lansiranje nekega želenega produkta na svetovni globalni trg. Kdaj so te zgodbe, recimo, bolj izpostavljene? Ja, ta trenutna geopolitična situacija sigurno pripomore k temu. In vojna v Ukrajini, zdaj tudi, da smo postali članica Varnostnega sveta OZN, pomeni večjo izpostavljenost, mogoče tudi priznanje Palestine. Tega zaenkrat še ne morem potrditi, ni tukaj nekih aktivističnih skupin, ki bi odreagirale na to. Se pravi, to zunanje dogajanje geopolitično sigurno prispeva. Zdaj, lansiranje nekega produkta na trgu je lahko zanimivo za postavljanje v bistvu nekih vab, da speljejo, da zavedejo uporabnike in jim probajo pobrati nekaj denarja, da se postavi neka fasada. Pa recimo vsakič, ko se zgodi neka elementarna nesreča, goljufi to začnejo izkoriščati. Tudi COVID so izkoriščali. To so vojni dobičkarji. Ja, na začetku COVID-a se spomnite, ni bilo zaščitne opreme. Ja. Kakšno dramo smo imeli v državi za to zaščitno opremo, pa tragikomično, pravzaprav. No, in so začeli izkoriščati in so širili v bistvu nek virus, kot priponko sporočilu nekoga, neke izmišljene osebe iz NIJZ-ja, da v bistvu, če želite pa, da NIJZ pa zdaj ima brezplačno, na voljo brezplačno zaščitno opremo, maske, in da se morate prijaviti z nekim obrazcom, ki ga izpolnite v prilogi, ste tam kliknili, mogoče videli, nekaj me sprašuje, ali res želim to, tuf, okužba in pobere gesla dol z računalnikov in ta primer, recimo zanimivo je to, da vemo, da se je zgodil pri nas in v Srbiji. In je bilo tudi
recimo poslan v imenu zaposlene, ki je dejansko obstajala na srbskem ekvivalentu NIJZ. Zanimivo je to, ker nismo dobili nobenega indica, da bi bilo to širše razprostranjeno. Tako da lahko ne bi bil kakšen lokalni akter. Lokalni akter in ni pa nujno, da so to posamezniki, ni nujno, da so to neke kriminalne združbe. Ko omenjate to, bi rekla, geopolitično dinamiko in pravzaprav čas, v katerem živimo, in to je čas vojn, tudi protestov zoper in spet, bi rekla, neke dinamike pro et kontra, nekateri bi radi priznali in težijo k priznanju Palestine, nekateri ne, drugi so zagovorniki Izraela, eni strogo nasprotniki, so lahko tudi sponzorji tovrstnih napadov države same. Seveda, govorimo o state-sponsored threat actors, po angleško. Državno podprti akteri. Kaj to pomeni točno, recimo? Dajva en plastičen primer. To pomeni, da vemo, da so ruske obveščevalne službe, da imajo enote, ki izvajajo kibernetske napade na tarče v sklopu trenutno potekajoče vojne. Torej smo v usporedni novi vojni 21. stoletja. To je postala komponenta vojskovanja. Vemo, da v bistvu imate celo enciklopedijo teh akterjev, državno podprtih, z definicijami in z tem, iz kje naj bi operirali, katere službe, v kateri državi naj bi jih podpirale. In recimo Kitajska tudi podpira to oziroma izvaja špionažo z vdorom v neke sisteme, pa potem poberejo dokumentacijo ven. In tako da, ja, to je postal del današnjega sveta. Včasih smo rekli, da so tatovi vedno pred policaji, ali tudi v tem svetu lahko tako rečemo, da so... Kakšen odnos vi gojite do hekerja kot takega? Ali vam je, glede na to, da je heker verjetno podkovan v svojem IT znanju, a vam je malo simpatičen ali vas odbija? Sama vloga hekerja. Veste kako, ta vloga hekerja se je tudi definicija, pa koga se smatra za hekerja in kakšen je bil tipičen heker, to se je s časom spreminjalo. Mi smo naredili... Ni tisti s kapuco. Ne. Mi smo naredili ob 20-letnici dokumentarni film v koprodukciji z televizijo Slovenija, Hekeri.si, kjer smo prikazali ta razvoj hekerske skupnosti v državi. Prva zgodba sega nazaj v leto 1998, ko smo prvi primer tak delali skupaj s policijo. Ta zadnja zgodba v bistvu je pa to nedavno, se pravi, recimo, da je zdaj recimo 15 let od tega. In ta razvoj skupnosti je pomenil, na začetku smo imeli heker, je pomenil, recimo, ena taka definicija je bila, tipično je moškega spola, star od 15 do 25 let, socialno ne preveč vešč, se pravi, v družbi se ne znajde, bolj so všeč računalniki in tako naprej. To je bila tak stereotip hekerja. In tukaj je odnos drugačen. In takrat smo imeli tudi drugačen odnos, ko so v bistvu poskušali meje in hekali z zabave, mogoče včasih šli čez mejo, pa je potem bila kakšna hišna preiskava strani policije. In odnos seveda je drugačen kot to, če imamo nekoga, ki je v službi in ga financira neka obveščevalna služba neke tuje države. Odnos vsekakor ne more biti isti. Ampak mi se ne koncentriramo veliko na to, tako da ste me malo presenetili s tem vprašanjem. Ker v bistvu redko pomislimo na to, kdo je oseba tista, ki izade. Lahko so taki primeri. Ampak nas zanima, kaj se je dogajalo, kako se je dogajalo, ugotoviti, kako je nekdo prišel nepooblaščeno v sistem, a je prišlo do recimo spreminjanja informacij in tako naprej. Vse te tehnike nas zanimajo. Da jih zaprete. Mogoče so včasih tudi... recimo pri kakšnih goljufijah nam je tudi čisto zanimivo videti,
recimo kdo izvaja te ljubezenske prevare. Ja, Ne? In to izvira iz Gane, Nigerije. In je bilo zanimivo nigerijski princi. Ja, bilo zanimivo pogledati potem dokumentarc narejen o tem. Sakawa je tudi na nacionalki je bil predvajan. Tako da ta background nam prav pride. Ne? Ampak takrat, ko preiskujemo, se ne ukvarjamo veliko s tem, kako dejansko, kakšen je tisti človek, ne, ki stoji za temi napadi. Včasih je bilo mogoče več tega, ker smo vedeli, da so to v glavnem mladi ljudje in da to delajo ne iz finančnih vzgibov, ampak iz nekih drugih. Ja, to sem vas vprašala zato, ker ste v enem izmed intervjujev opredeljevali tako imenovanega etičnega hekerja. Ta besedna zveza se ne pojavlja prav pogosto, pa sem vas tudi na tem mestu želela vprašati, kaj je sploh definicija etičnega hekerja in ali lahko gojimo neko simpatijo do tovrstne vloge. Ja, jaz imam tak dvojen odnos do tega. Ne. Poznam veliko strokovnjakov, ki se opredeljujejo za etične hekerje in jim popolnoma dajem to pravico, ampak sem tudi v enem predavanju v bistvu se malo spraševal, ne, kje je tukaj etika, ne, pri njihovem delovanju. Ne. Dal sem primerjavo, ne, ali bi lahko imeli etične vlomilce, nekoga, ki bi šel in bi poskušal kljuke, ne, in pri odprtih vratih bi vstopil noter, pogledal, kaj imate v stanovanju in vam pustil sporočilo, ne. Niste zaklenili vrat. Zdaj, je to etično? Recimo, da bi še pospravili, na primer. To bi bilo bolj etično. Ja, to bi rekel, to je etično. Ne? Ampak je to kategorija, ki se zdaj uporablja, etični heker. Jaz bi bolj to opredelil kot nekoga, ki je strokovnjak na področju kibernetske varnosti in zna delati recimo neke varnostne preglede in te penetracijske teste, preverjati, ali je vaša firma varna. Ne. Izpostavil sem pa tudi recimo problem pri tem, da se nekdo reče, da je etični heker, ne, in brez najave gre pregledovati tuje naprave. Ne. To sem takrat v predavanju pa rekel, bi bilo približno tako, jaz, če pridem na neko konferenco, imamo vsi nek občutek, da imamo pravico do neke osebne varnosti. Ja. Se pravi, če bom jaz imel svojo torbo zraven sebe, da ne bo nekdo prišel, jo odpel in začel brskati po njej. Ne. To se ne dogaja. Ne. Medtem, ko se lahko zgodi na brezžičnem omrežju. Ne, in nekdo reče, ja, to pa, jaz sem etični heker. Ne. Tako da je tak mal borderline, vsaj z mojega stališča. Ne. Ampak bi rekel, to so strokovnjaki, ki izvajajo te varnostne preglede. Gorazd Božič, zelo me veseli, da sva se srečala in da se pogovarjava o zelo pomembni vsebini. Ampak bova kmalu zaključila ta podcast, da vas spustim na Japonsko, da boste povedali in tudi slišali še marsikaj in prenesli potem k nam v Slovenijo. En nasvet bi želela za vse tiste, ki naju poslušajo, namreč to je bolj kot ne poslovna srenja ali pa tista srenja, ki ima tudi v kulturnih, akademskih, znanstvenih, razvojnih, bi rekla, središčih vajeti v rokah. Kako zelo so podjetja ozaveščena v Sloveniji, kar zadeva kibernetske varnosti, v kontekstu namenjanja finančnih sredstev v primerjavi z drugimi članicami Evropske unije, če imate podatek? Tega podatka nimam, tako da bi govoril čisto po občutku. No. Jaz spet mislim, da je to odvisno od podjetja do podjetja. Torej več. Generalno se pa tudi kolegi v tujini večkrat omenjajo, da je problem ozaveščenost vodstva. Da smatra to kot strošek, da v bistvu spet neki IT-ovci težijo, da hočejo nekaj dodatnega, zakaj je to sploh dobro. In je mal tukaj, če mal v bistvu tudi provokativno obrnem, ne, je mal tudi mogoče odnos vodstva, ne, do tega, da oni lahko presojajo, kakšne so tukaj tveganja pri kibernetski varnosti njihovega podjetja. Ne. Oni morajo imeti usposobljeno osebo.
Tako kot sem takrat gradbenika omenil, vam bo svetoval pri statiki, tukaj naj poslušajo tiste, ki so zadolženi za kibernetsko varnost in jim dajo zadostna orodja, da bodo lahko to zagotavljali. Pa pomeni več finančnih sredstev, ki se namenja, tudi boljšo varnost? Je to, kar bi rekla ena primosa? Ne, seveda ne. Vi lahko denar vržete skozi okno in kupite drage naprave, ki jih niti ne znate potem namestiti pravilno in bojo ostale neizrabljene, neko kljukico ste naredili, ampak vi rabite, zato je ta glavno, v kar je treba vlagati, so kadri. In verjetno je treba tudi malce osvetliti pri tej temi fenomen tako imenovane informirane elite. Verjetno moramo biti vsi v podjetju seznanjeni s tovrstnimi tveganji. Tudi vratar lahko je pravzaprav vstopna točka za hude napade in zlorabe. Ja, ampak izobražujejo se pa običajno samo tisti, bi rekla, ki imajo vajeti v rokah, vodje oddelkov in tako naprej. Mi skušamo tukaj pomagati, pa smo imeli že recimo pogovore z direktorji podjetij, ki so rekli, mi smo stalno izpostavljeni tem, kaj naj naredimo, kako naj dopovemo svojim zaposlenim. In mi smo par let nazaj naredili en brezplačen tečaj, varneVpisarni.si, kjer imamo različne module za različne profile zaposlenih, recimo tudi za kadrovsko službo, za komercialo, za marketing. Tam pri marketingu je problem prevzem recimo računov na družbenih omrežjih. Da vi izgubite dostop do svojega kanala, preko katerega komunicirate z svojimi kupci. Recimo potem ta urivanja v poslovno komunikacijo in tako naprej. Tako da smo naredili brezplačen tečaj za mala in srednja podjetja, pa smo pa zadovoljstvo ugotovili, da tudi v večjih podjetjih so pošiljali zaposlene na ta tečaj. Na koncu je neko potrdilo, da je upravljen nek tečaj in upamo, da pokrijemo ta glavne stvari. Jaz vedno zagovarjam to tezo, da mi lahko to izobraževanje oziroma ozaveščanje delamo kvalitetno zato, ker vidimo, kaj se dogaja, ker vemo, kaj so problemi, ker lahko spremljamo, zdaj pa val phishing napadov, moramo v bistvu se temu posvetiti. Pol vidimo v bistvu neko drugo vrsto napada in to vključimo v naše ozaveščanje. Gorazd Božič, na začetku sva omenila, da se vse bliskovito hitro odvija, razvija. Takole, malce za šalo, malce za res. Koliko časa bo najin podcast, ta vsebina, o kateri govoriva, aktualna? Kot nek, bi rekla, mini dotik ali priročnik o kibernetski varnosti in tveganjih in rešitvah. Pa jaz bi bil kar spet zmeren optimist in bi rekel, če drugega ne, v bistvu bo v arhivske namene potem. Tako, ko smo mišli ta dokumentarc delati, in bo to tudi del v bistvu tega, kaj se v Sloveniji dogajalo in se bo vedelo, takrat je pa ta problematika bila zanimiva. Hvala lepa, Gorazd Božič. Hvala za povabilo. Da sva naredila ta podcast. Supermoč. Kaj je vaša supermoč? Mogoče to, da še vedno rad delam to, kar sem začel delati pred 30 leti. Kaj pa pravite, ali bi našli supermoč, glede na to, da ste v teh digitalnih IT vodah, da imate še vedno kognitivne sposobnosti in umirjenost, da se posvetite tudi recimo analognim stvarim, kot je časopis, knjiga? Ja, lenarjenje. Vsekakor, to pa sploh. Kadar je lečens. Ta podcast sva ustvarila pod pokroviteljstvom blagovne znamke Better Sign, ki jo razvija in trži podjetje Setce. Ampak predno vas zares pustim. Bližajo se, morda pri objavi tega podcasta bodo že za nami evropske volitve, pa vendarle še vedno pred nami ameriške volitve. V luči kibernetskih napadov, hekerstva, tveganj, varnosti, kako so takšni dogodki dobra tarča, dobro izhodišče za vse te zgodbe? Kako lahko obrnejo morda celo izziv na glavo? Izid. Ja, kibernetskih napadov bo manj, bi bilo manj, če bi se spoštovale mednarodne zaveze. Se pravi, tukaj pa tudi ta geopolitična situacija
vpliva tudi na to, da se te stvari lahko dogajajo. Da imamo akterje, ki so varni v svojih državah, zato ker mednarodni policijski pregon ne pride do njih. Zato ker jih države ali ščitijo, ali pa jim to ni pomembno. Pa menite, da lahko verjamemo izidu? Trenutna situacija pa ni preveč rožnata, bi rekel. Torej se bo zgodil še en preobrat ali fake news na političnem parketu, ampak tudi to je neka nova realnost. Hvala lepa za to, da ste bili gost v podcastu Supermoč. Hvala za povabilo.